če ostanemo pri vesolju, a veš, da je večina solarnih sistemov binarni, spravi sta 2 zvezdi ali pa več? Pa je tudi možno, da je naš binarni, da imamo 2 zvezdi, pa ne vemo. Ne. Bistvo, jaz sem se sam hotel, veš kaj pa nekaj. Ja. Ne, ampak vsakih 26 milijonov let sledi eno ful veliko izumrtje na Zemlji, ne? A res? Vsakih 26, ja, nazadnje so bili sesalci, predtem so bili dinozauri, To je bilo tako. še prej so bile mikrobi, bakterije, vedno 26 milijonov let, 27 do 26, zelo periodično je. Ne? Ja. Naj bi bilo, mislim, takrat neki asteroidi preletijo, takrat se neke sile zgodijo v Zemlji, da vulkani izbruhnejo, Okay. Sumijo pa, ker je ciklično, ne, da je povezano z astronomijo, tako je jesen, zima, ne, Okay. je tudi to. Vsakih 26 milijonov let naj bi ta zvezda prišla okoli Sonca Štekam. in pol nekam šla, ampak pred 26. To ima res smisel, to ima dejansko smisel. Dejansko jo niso našli. Jaz se zdaj ful ne upam premikati. Kaj boli? Ne, nič me ne boli, samo nočem preveč kimati, pa to, že da naš misli, da sem nehala sodelovati. Ja, ne. Ja, sem to ima ful dober smisel, dejansko. Ja. Niso jo še našli, ker ne bi mogla iti tako z fucking daleč stran, da je ne bi našli, šla bi mogoče svetlobno leto ali 2 stran. Aha. Lahko, da je ful slabo iluminirana, se pravi, da je rdeča pritlikavka, kar pomeni, da se ne vidi v redu. Sam bi jo ful mogli že najti, glede na to, koliko vsega smo že najdli, pa je še nismo. Ne? Ja. Ampak tudi ena druga teorija obstaja, da obstaja še 9. planet. V bistvu, veš, kako so Plutona najdli? Pozabila. Finta je, da je vse, kaj je za Neptunom, se ful čudno giblje. Aha, okay. Če bi obstajalo samo 8 planetov, kot jih poznamo, se ta telesa ne bi tako gibala. Čuden kot imajo, kar pomeni, da nekaj še vpliva, kar še nismo našli. Ne? Se Zemlja ima tudi čuden kot. Ja, vsi imajo, ampak Zemlja se na Sonce se pravilno v teoriji gibla. Ja. Vse, kaj je bolj ven, se ful začne čudno premikati, ta manjša telesa za Neptunom. Ne? Okay. Kar pomeni, da še ziher nekaj velikega je tam zunaj, pa nismo našli. Ja. Zato so iskali planet, ki je 9. planet, Plutona so našli, sem še niso ful dobro videli, kaj to je. Ko so gotovili, da Kuiperjev pas je poln takih teles, ampak še nekaj še večjega mora obstajati, da lahko vpliva na te manjše zadeve. Ne? Nice. Kar spet pomeni, da lahko en planet ali pa ena zvezda, ki se giba, ampak gre nekam, pa prije pol nazaj čez toliko pa toliko časa. Ja, to je ful zanimivo. Mislim, zdaj si ti dobro razložil, drugače čisto iskreno, mene vesolje nikoli ni ful potegnil. Ali pa zvezde gledati. Mene to až ni uno, ampak sem tako pač, svetijo se, zvezde so. Res pač, nekdaj, vem, da je bad, ker se pač kličem Alien mama, pa Aliene imam, vem, da je budast, ampak res pač nikoli me ni to potegnilo. Ampak si ful dobro razložil zdajle. Veš kaj je finta, da če greš kam ven malo ven z mesta, par kilometrov ven z zvezda, pa vidiš najboljši šov na svetu dansko. Svetlobne onesnaženosti ni toliko. V Pittsburghu so dansko začeli z nekimi ukrepi, da pučejo to, da se dansko lepše vidi vesolje. A res? Ja, Pittsburgh je, ne bom rekel, da prvo mesto, verjetno že kdo drug, ampak verjetno prvo od večjih mest, ko so začeli skrbeti za svetlobno onesnaženost. Ful lepo. Ja. Jaz sem ful ponosna na Hofer, ki je začel te dobre vrečke uvajati, a veš? To mi tudi ni jasno na slovenskem narodu, ko so začeli te plastične vrečke zaračunavati. Ja. In so se eni pizdili, ne, jaz bom to vrečko vzel za 100. A ja. En se je skregal tu na Grajskem trgu v Mariboru v Šparu, da ne, ja, to meni pripada. To meni tudi znan, ki so bili navajeni toliko. Ja, pa glih point je, da si svojo vrečko prinesel. Exactly, ja. Pa 4 cente, zapravo si vziher več kot evro pa pol, če si bil v trgovini. Ja. Ne, to je kratenje moje svobode, to mi mora država plačati. Zanimivo je, ko se folk pojene vse navata, veš, dvakrat zateživo pa, se ne važno. Čist na vse se adaptiramo, karkoli nam dajo, na vse. To je res, ampak to je taka butasta stvar, da je zakaj bi se sploh tu opiral?
Ja, zato, ker tudi ti se en kanček, ki se počuti, da nekje pa imam moč, nekje pa bom še svoje dosegel. To je isto, kot otrok je zapostavljen, pač nekje mu pa je vam butne, tako kot je pozornost, mislim. Ja, ampak this is the hill you want to die on. Tu se boš razkregati. Ja, no. Facebook post naredil, vsi vejo. Mislim, se drug ekstrem je spet ono, da folk trdi, da je zemlja ravna, naprimer, ne? Ja, jaz imam še video o tem. Mislim, jaz sem spet ono. Jaz pač ne verjamem, čeprav realno, ko sem v avionu, jaz ne moram reči, da vidim tisto oblo, pač ne vem. Jaz ne vem, a ste video to videla? Ne, jaz tudi sem že to nalašal gledam. Fulna vidiš, v redu, ali je ravna ali ni. Veš, to je fora, da je teorija o ravnem planetu, ne vem, pred letom... Te ni planet, če je ravn. No, pred letom, ne vem, 1850, ko si je en to zmislil, so vsi vedeli, da je Zemlja okrogla. Recimo, ne? Je bilo eno leto, ko je bil en majstor, ko je zdaj on začel dvomiti v vse, pa si izmišljeval eksperimente, da je prepričeval ljudi, da je ravna in od takrat dalje ne moramo tega pač... Ampak ne, veš, ta stvar ni logična. A, zakaj bi vlada lagala, da je Zemlja ravna, pa B, pač vsako ima jadrnico, pa gre z Afrike v Azijo, pač se giblje po teoriji okrogle Zemlje. Ne bi na istem mestu prišel ven, veš kaj mislim? Ja, fora je to, ker so določene protivteži temu, ne vem, recimo so leteli z ne vem kam in pa je bila ena vmesno sečenje, mogla urgentno roditi, ker je že tako čudno, kaj je delalo v 9. mesecu tam gor. Ja. In so pač pristali po pravilu ravne zemlje, ne? Na najbližji pač kopno. Aha. To je fora. Pač to je en primer, pa imaš pa še milijon drugih, ampak zato pač ljudje še vedno bojo to prebrali, pa tako, jaz pa verjamem nekaj posebenega, pač nekaj posebenega je res, mislim. Evolucijsko gledano si ti vreden nekaj svojemu plemenu, če veš nekaj, kar doben drug Exactly, točno to, ja. In evolucijsko gledano si ti potem lažje preživiš, če nekaj takega veš. Ne? Ja, vse to. Tako da, ja, ampak veš kak je tudi, ko enkrat prideš pa rečeš vsem svojim kolegom na Facebooku ali ki, da je Zemlja ravna, ne? Ja. Pol ni poti nazaj, ne? Ne. Veš kaj mislim, ko to enkrat rečeš, so vsi tek fine, cool, v redu je. Cool, hvala. Tako da je ful težko po moje pol nazaj stopiti, ne? To je bil pri meni po moje edin video, kjer je bil res, mislim, tak hejt, tis pa res glupa. Jaz dobesedno vsakeč na začetku povem, ne govorim to ali drugo, jaz vem, da nič ne vem, povedala bom pa ta dejstva, veš. In tle se folk res potika, kot tepni jaz, prav napadajo, veš, cela panika. YouTube, tako se meni zdi, je bil včasih še večja greznica, no. Danes ni več tako negativno, ampak včasih je bilo res smetišče ljudi v komentarjih, si dobesedno videl. Zdaj je že okej, čeprav tudi včasih prav vidiš, da je imel slab dan in se je prižigal YouTube in je videl tvoj friz in mu nekaj ne paše in se ker nekaj. Ja, ne, pač frustracijo mora nekam zliti in pač si najdejo folk na YouTube, mislim. Pa itak samo upa, da podporo dobi, pa da ga folk od spod podporu, pa da si še malo ego nafila, ker pač drugače si ga ne more. Ne si tak folk itak sem smil od nekdaj. Nisem vedel, mislim, mogoče imaš podobno izkušnjo, ampak parkrat sem že videl v podcastih, da je dejansko komiki, večinoma komiki gledam zato, so odpisali na komentar. In pol so dobili nazaj komentar, sorry, jaz sploh nisem si mislil, da ti to bereš, pa da boš odgovoril. Kada smo gluhi pa slepi. Ja. Mislim, načeloma je fajn, da zlije ven, za pa kdo to videl, ali je to točen ustvarjalec ali ne, po moje ni bistveno. Ampak jaz to ne morem odzivati. Meni je to škoda časa, ker avtomatično sam počgeš načeloma, ne. Kdorkoli se kogarkoli zagovarja, po moje, pa da pride ven z enim odgovorom ali pa mu proba nekaj dokazati, definitivno ne boš nič dosegel. Pač sam domu boš žarjavca na ogenj. Ja, ker niti ta komentar ni napisan v smislu, jaz hočem začeti diskusijo s to osebo. Ja, to nima smisla. Mislim, tudi to ti pove, da ti nekdo odpiše, sorry, jaz mislim, da tega gledaš. Ja, se to. Itak ni imel namena, da zaboli, namen ni imel sem, da sprosti pri tej osebi, ne? Kakor kdo spet, ja. Kakor kdo, ja. Jaz sem imela eno toliko ustrajno. Predvidevam, da je bila ženska. Ona je pisala pod
videe po noč, tekom noči, ki ne moreš zbrisati, ne, toliko enih žaljivk, toliko enih zlobnih besed, ki jih sploh ne moreš, bereš pa kar nešto, koliko ene jeze, stari, odkje je to prišlo, kar ne moreš in probaš brisati, veš, ko so me mulci pa zagovarjali, pa da se ne krega z njimi, a ne, ker je pač psiho očitno. In vsakeč, ko sem tudi blokirala, logično je pač sam nov profil naredila in spet po noč, veš, ti sprav, in to moje par mesecev, veš, to dejansko te ima utrud, ko v smislu, res nočeš drame, veš, sem te pa v vsakem primeru, no. Pa to nekdo čez dan nosi v sebi in potem pride, ne vem, hecno. Je pa, ne vem, no, mislim, vsa ta omrežja so, meni se zdi, da tek vse skup implodira, kljub temu, da vem, da je TikTok ful prosperira ta trenutek, ampak pa ne vem, kaj se bo zgodilo, ne vem, kaj je zdaj v programerskih mislih, ne, kaj vse bojo še naredili, kak še bojo bolj koncentracijo vzeli. Ja, točno to, ampak kako je lahko še krajši span koncentracije, kot TikTok 15 sekund, kako lahko sploh še... Kaj je bilo, kaj poveš v krajšem času? Kaj bo? Mislim, kva bo na koncu? Ne razumem sploh. Spet sem slike. Ja, nazaj bomo šli na slike, ne me basati, sam res. Ja, sam je, pač po moje jaz ful velikrat opažam, da mi kdo reče, jaz sem videl, da si nekaj objavil, ne? Sploh pri dogodkih se mi to dogaja. Pa, ker je pač, včasih grem gledati, kdo vse pride na kak dogodek, ne? Ja. Ga vidim, da ni attendo. Vidim ga, da ni lajko, ker nič ni, sam video je, pa si je zapomnil. Ampak ratali smo neaktivni, to ful govorim sploh za Facebook, kjer imaš vse možnosti fucking interakcije, ampak smo tako naveličani, zasičeni, da se nam ne da niti na like stisniti. Pa tudi vemo, po eni strani se to nekam shranjuje, po eni strani vemo, da vsi vidijo, da vidijo vsi kolegi, pa noče, da vsi kolegi zavejo, ki boš ti v torek ob 8. Točno to, ja. In skozi smo gor, ampak smo že tek naveličeni, da se mi zdi, da se res sem pripravljal on prevrat, ko bo folk res dejansko začel to izklapljati. Ja. Meni se tudi najraje bi en TikTok zavrtela, ker en ful dobro razlaga, da poslala ti ga bo. Mislim, ker ne znam dobro povzeti, ampak ful dobro je povedal, zakaj umira vse praktično razen TikToka, pa da itak imamo mi to moč, samo da izključimo in gremo, a ne? Mislim, ker zdaj hoče to meta ustvariti, pa ta virtual in sploh. In v bistvu on predvideva, da nam je toliko dopizil, da namesto, da bi to šlo bomo v bistvu sam si šli preč, ker ne gremo se tega šita. Ne vem pa, kva bo res. Jaz res upam, da se bo to zgodilo, mislim, da je to boljše za razvoj človeških možganov, oziroma za obstoj človeških možganov kot tvojih, ne? Da si v ful boljši kondiciji, če bereš cajhinge, časopis, revije, kot da če scrollaš ali pa storije zijaš ali pa nekaj. To, plus tega mislim, da se ful neka moč vzada ustvarja v teh firmah, ki je, kam to pela, ne? Ti si zdaj dobil prav neko novo entiteto v človeštvu in zdaj ti to nekam pelaš svojo kodo. Pa še kaj hojiš, ne veš, kam pelaš, ker to AI sam nekam pela. To je še bolj strašljivo. Meni je ta cela ideja toliko bizarna. Vse bi dala, da tega ne bi bilo sploh. Mene vsi ful čudno gledajo, kvat ni jaz, ampak ti živiš od tega, ti si social media človek, ti pač živiš od interneta, ja ni važen, jaz se ful rada prilagodim. Tako kot za vsako stvar, ni važen, bomo že neki. To sem kanal za tebe, ne, v bistvu. To je kanal za me, ja, kjer trenutno kreativo pač ven dajem, lahko bi bilo pa 100 drugih. Lahko bi bila kamera, TV ali pa nekaj. Exactly, ampak jaz sem imela 15 jobov, čisto druge smeri, povsod sem se ujela, ni mi panike, no, sem trenutno pač sem tle, kjer sem. Spet sem pozabila bistvo, kaj sem hodila povedati. Moj fokus. Da upaš, da bo konec. Ja, še nekaj pred tem. No sej, bistvo je, da upam, da tega ne bi bilo, no. No, jaz res prav čakam, enkrat bomo začeli nazaj plakate limati, ker bo folk to gledal. Jaz, zakaj sem gor, se ful veliko pametnih stvari tudi zveš, neke članke najdeš, neki ti Facebook predlaga. Ni vse slabo, ampak te zastrupla. Zato res sem gor basically zato, da promoviram zadeve. Tako je to. Ja, valjda. Promoviram si dogodke, če kje nastopam, basically. Pa se tudi kakve bedarije objavljam. Znam si itak vse sama neka promocija oziroma neki, a veš, ni več čistega organskega, zato po mojem tudi folk nima kaj gor iskat, ker je
prenasičen, se pač točno to. Spet sem pozabila. Pa sem hodila prav nerealno. Mislim, da bomo šli zdaj, ko se vse skupaj, včasih so bile prav spletne strani, to se še verjetno spomniš, da si imel prav mogo siti na rogla.si, da si videl, da so spremenili, ne vem, cenike ali delovni čas ali nekaj, prav mogo siti pogledati. In potem zdaj šlo vse centralizirano, ne? Ja. In zdaj spet si študiramo, mogoče bi pa jaz imel svojo spletno stran, kamor bi jaz svoj podcast navadil, ne? Ja, ker to je pa zdaj spet posebnost, ne? To sem hodila prej, po mojem vsakič reči, ko sem pozabila. To sem prej govorila, ne? To nas, vse to, kar zdaj govorijo, ampak res vse komplet nas pač odmika od tega, kaj danes človek je. Samo energy pa povezave. To, kar imam občutek, da so povezave najbolj daleč od tega, kar dejansko lahko ljudje ustvarimo iz sebe. Recimo, a si bral mogoče Rod jamskega medveda knjigo? Tam dejansko govori, to je pač ne vem kjer age, tam so še v jamah pa to, ne, so že oblečeni pa ogenj delajo, ampak so v jamah. In zdaj ne vem, a je to možno, da je res, ampak jaz verjamem, da je možno, da je res. Moški tak lovci, ženske nabiralke ostajale doma in so imele kolektiven spomin. Dejansko, če je bila ena vračica, se pravi, da je vedela, kako zdraviti ljudi, da je vedela, kako pomagati, da pač spiritual shit tudi zraven, je njena potomka, ki je za njo prišla, povzela že ves njen znanje in do vseh njenih prednic. In je znala to isto stvar potem naprej početi, brez da se jo je naučila. In ne morem reči, da to ni možno, zaradi tega, ker so na drugem nivoju povezani med sabo. Mi smo pa to izklopili. Se pravi, zaničimo to, karkoli je nenavadnega, da nekomu misli prebereš, ni važno, to se pač zgodilo na ključje, ne vem kaj. A veš, takrat je bilo to drugače, to je bilo bistvo takrat. Se pa vse ostalo. Vprašanje je tu nature versus nurture, se pravi, ali je ful mlada že neke stvari videla in so se neki vzorci vtisnili, ali pa se dejansko to lahko prenaša. To je tudi good point, dober point, kako spet gledaš na to, kaj je bilo, ampak... Ampak jaz mislim, da ni vse naučeno, ne? Mislim, da ene stvari so tek, ti to imaš, ne? Ti pač enostavno to imaš. Ja. Jaz mislim, da so pač bili določeni, ki so pač imeli talent, pa so več stvari dojeli in pol so pač malo to izkoristili. Ja, ne, se menimo o tem, če se to prenaša starša na otroka direktno. Ne vem, naprimer... Sploh ne, mislim, da ni nujno, da je bil otrok. Po moje, da je sam bilo tako, kot nekdo iz roda, ali pa da, ne vem, kako je bila že fora, niti, iskreno, sploh še nisem do konca prebrala, ampak tako. Ali pa spet tisti, ki je bil tisti vizionarski vodja, ne vem, neka starešina, ki je bil takrat star, ne vem, 25, ne je bil star, ka zemlja. In je imel pač te vizije in spet nekdo drug po temu rodu je to prevzel, a ne, pa ti znanje odprej. Mislim... Drugače ni šlo, mislim, knjižnice so ful prenašale znanje, ful veliko pa nima več tega občutka, ker smo na internetu, ne. Ja, čeprav pred knjižnicami. Sorry. Ja, mislim, vse to sem hotel. Pred knjižnicami si pa pač dal vračo naprej, pogovarja dal sinu naprej. Samo da imaš kolektivni spomin, da imaš isti spomin, da imaš iste spomine kot ona oseba prej, kada si to doživel, štekaš? Ja, kolektivni spomin, to tudi verjamem, da obstaja. Če smo se menila, da obstaja, da ima prostor, neko svojo energijo, pa tudi kolektivni spomin verjetno obstaja. Ne? Tudi, naprimer, to so dokazovali dejansko kolektivni spomin, da so piščance vzrejali. In so imeli piščance, ki so naredili naslednjo generacijo piščancov in še naslednjo, ne vem, koliko generacij so naredili, zaprte so imeli in pol so jim predvajali, mislim, da sokola ali nekaj orla. In jih je bilo strah. Si to, veš. Se pravi, da je nekako ali v DNK-ju ali v nekem kolektivnem spominu zapisano, da to si čul, to naredi. Exactly, ja. Tako da lahko se tudi ne samo evolucijske stvari prenašajo, čeprav vse je evolucijsko, no, načeloma, ne samo to, meni se zdi, da to v medved, gremo stran, ne, se lahko prenaša tudi, ne vem, kaj bolj takega, kot je zakuriti ogenj. Si to, sorry. Nimam korone. Jaz se še kar nisem dobil. A res, sploh? Kaj pa ti?
Jasno, januara 2020, Ko pa je bilo? prvega. Mislim, pico delal za novo leto, tako po moje november, december smo čakali, kdaj bo Jure pico naredil. Naredim pico, pa nisem nič okusil, sam slano testo je bilo. Shit, a tako si ugotovil? Ja, pa ne vem, ali sem mačka naslednji dan, ali pač sem kaj od tega. Pač ni bilo, razen to, da sem zgubil nič druga. Pa tako cel čas me je glava bolela, druga polovica decembra, pa še dalje pa v leta. Ti si že imela korona? Ja, zdaj iz septembra in sem zgubila okus, vse, kakšna depresija je. To je pa res bedno, ker ti 2/5 čutov manjka in nikoli, res nikoli. Jaz sem bila tako žalostna, kaj če ne dobiš nazaj, veš, obstaja možno, 50%. In še vedno nimam, tako manjkajo mi detajli, manjka mi, kakšen okus res, ne vem točno, kaj jem, neki, smradu nimam. Kava mi še vedno malo smrdi, smradu pa nimam. Prezamer, ne grem kakat, ene človek prnes, ne vem. In ni cool, veš, to rad veš, mislim. Ja. To rad veš. Jaz recimo, če kdo švica, je isto, kot če bi nekdo čebulo pražil. A res, akva? Pač jaz prijem hodniku, pa ko nekdo... Od korone ali nasploh? Ja, pač od takrat dalje sem rabil od januara do Kako si to ugotovil? Od januara do augusta sem rabil, da sem von dobo nekje, ampak so se mi združili klasti, mislim... Pa kako si to ugotovil? Zaradi tega, ker vohaš čebulo, ko pražiš, Pa si mislil, da je ko pa Švica? grem na trening, pa voham čebulo. Ja, nekako Ne, jaz smrdim, ne. povežeš med sabo, oziroma itak imaš spomin včasih, kako ti kakšna stvar. Jaz točno vem, recimo, da sem v istem stanovanju in vem, kako sem se počutila, ko sem šla tja na potrebo številka 2 in vedno vem približno, kva vohaš, ali pa za nekomu drugemu. Ampak zdaj tega ni, ne, preprosto ni in ne more biti to vzorsko slučajno zdaj izginili. Ne, sam ne voham, ne. Spomin je tak, že pred korono je človeška stvar, mislim, del človeške narave, kot največkrat odpove, ne. Jetra ti nikoli skoraj ne odpovejo. Ja, spomin pa kar. Ja, pač vedno veš, kako prijet kozarec, to je v tvojem spominu zapisano, razumeš. Spomin pa skoraj vsak dan parkrat, ne. Čeprav, ja, pa alkohol pa to. Ampak jaz sem imela meningitis, virusni, ker je lahko tudi odklop, ampak moj ni bil odklop, moj je bil od neke neznane bakterije, whatever. In mi zjebali možgane. Tok ti pritiska na ovojnico, da jaz vmes nisem znala osnovnih stvari početi. Ja, Se pravi, ležim v posli, migrene, da sem umirala, pač res ne veš, kako preživeti in je tablete imam zraven, ne vem kva, lakadol ali neki. In sem ga znala vendati, nisem ga pa znala pojesti. Preprosto veš, da moraš še nekaj narediti, ampak ne veš, kako to doseči. Grem na WC, ne znam vode potegniti. Sprav, vse narediš in pa gledaš koliko in veš, da moraš še nekaj narediti, ampak ne veš kaj. Točno veš, mislim, da moraš vodo potegniti, ampak kako pridem do tega, kva moram klikati. Lahko gledaš to stvar, pa ne boš vedel, da moraš pritisniti. In sem sam šla, ker nisem pogruntala, kva moram narediti. Ne znaš, takrat nisem upala mami povedati, da ne vem, kva delam, pač ker bi ona bila panična, pa sem videla, da bo popustilo verjetno. Tako res čudne stvari, no. Koliko so me sprejeli v kliniko takrat, urgenca, mi reče tam zdravnik, vsi so bili 100%, da sem na enih drogah, veš, in so me tako malo z rezervo jemali, jaz pa nisem mogla govoriti, ker ti jezik ne dela, mislim, preprosto ne moreš. In mi da listka od dej gor napiše en smiselen stavek. In sem napisala, da se Triglav prodaja na kupon kot. Pa je moja dvejo, res nisem v redu, no. Ampak groza je pač, ker ti možgani odpovejo. Ne znaš, ne moreš. Osnovnih funkcij ne znaš. Pa kako to izgleda? Mislim, ko imaš nasploh neko malo meglo, malo si zmeden, ali sam priješ do ene funkcije, čisto normalno je pol ne moreš več? Ja, dejansko priješ do ene funkcije, pravim, znaš, greš na WC, vse zrihtaš, zapneš hlače, se vse malo težje, ampak kva moram narediti? Predstav si, da imaš tableto zun, težjega je, da ti zuneš katalce, ampak kva moram zdaj narediti? Kako se ta stvar poje? A veš, ne znaš, ne moreš. Res, jaz sem tako gledala, pa točno veš, da ne znaš, pa da drugače znaš, pa vse ti jasno, samo ne znaš. In si tako... Tega da bi ti zbrisali eno sliko iz hard drive-a. Prav ono hard drive, ja.
Meni se je zdaj zgodilo, da nisem videl tega polja vidnega. Če sem gledal, recimo, ravno, nisem videl tega polja. Ko pa to? In je bilo tako, da je recimo, ne vem, kaj se je zgodilo, tako da bi rekel, da sem cukor mi je manjkal nekaj. In potem sem šel brat in ko sem bral besede, je bilo tako, da sem videl prvo polovico besede, pa ti ponavadi vidiš drugo polovico besede že malo vnaprej, pa veš, kaj piše. Ja. Jaz nisem videl druge polovice besede, ko sem bral in potem sem črkoval, ker nisem mogel tekoče brati, ker nisem videl črk, ki so Zaradi korone, s tom ali kaj? Ne vem, to je bilo zdaj pred enim mesecem, ne vem, kaj se je takrat zgodilo, nimam pojma. In istočasno smo pisali z Anjo seznam, kaj moramo v trgovini kupiti in nisem mogel reči pečeno meso. Nisem. To se tudi meni že zgodilo. Kar nekaj, pičeno pa sem vedel, pa črkoval, pa vse, ampak nisem mogel izgovoriti. In 15 minut, pa 10 minut je bilo tako, da nisem mogel govoriti. Fak, meni se je to že kdaj zgodilo. Kakšne osnove pa ne moram sestaviti. Ne, ampak prav, pa recimo čuden primer, ampak nisem se mogla spomniti enega na pol bivšega, pač enega loverja. Šuno, ki točno veš, da veš ime, točno veš, da je velik del življenja še zmer, recimo. In 15 minut, a veš, nisem se mogla imena spomniti, ampak res veš, da veš in se ne moreš preprosto možgan, ne vem, kar lukna, kar ni, ne moreš, kar da se ne mogla od mami skoraj imena spomniti. Ne moreš in že veš, da je res narobe in čuden, ni to pozabiš, ampak sam kar zbrišeti ga tisti moment, ne moreš. To je res čudne stvari. Pa kdaj kakšno besedo preprosto ne moram, ja, pa je lahka, ampak kar ne gre, mogoče moram videti malo k doktorju za kakšne tumore ali pa nekaj. Mogoče. Ja, na pregled vsega. Vsega. Kaj si pa ti prišel? No vse. Na vse. Povej, kaj je narobe z mano. Jaz imam bolj te lapsuse v smislu, kot da bi imel malo disleksije včasih. Ja. Kar ni fajn, če na radiju delaš. Ne vem, ko sem živčen, oziroma ko nisi sproščen, se je to ful bolj dogajalo. Ja. Pa ko si zmatran, se ful bolj dogaja, da pač kar zajebem besedo, ali pa hočem dve besedi skup povedati. Ja. Prehitro govoriš, vse, nekaj takega se zgodi. Štekam, ja. Sem s tem, da na začetku se je dogajalo tako, da sem jeclal, ker sem pol več se sred besede ustavil in začel to delati. Zdaj pa se dogaja, da rečem totalno narobno besedo, ker sem še toliko sproščen, da je namesto Sveta Trojica je Slovenska Trojica, zadnjič bila v etru, naprimer. Pa če kaj sem še enkrat imel, poslušaš Radio City, pa sem še enkrat Radio City hotel povedati, čez 2 stavka sem rekel Radio City. Ko si enkrat na tem dovolj, da si že sproščen svojo napako, je vse vredno, ne? Ja. Ampak je trajalo, zdaj kakih 2 leti pa pol v etru, preden sem bil... Drugače te pa ven vrže, verjetno, zaradi stresa. Ja. Ti beta, ne? Zaštekaš, ja. Bolj te imam, no. Dej, kolikrat lahko rečeš, pa kolikor hiter lahko rečeš, smučat, švicat, še enkrat ne moram. Smučat, švicat. Dej ti. Ha? Čan. Smučat, švicat. To sem pa, od beatboxerjev sem se naučil to, da si moraš vizualno predstavljati besedo. Se strinjam, sem tle pa jaz ne morem, tle pa jaz zatrukiram. Smučat, švicat, to jaz vidim, da vim, ta pukli vim. Smučat, švicat. Saj, če si... Fak, če si narišem, je ful lažji. Ampak drugače mi pa ta ena najtežjih. Veš, ko marsikaj mi ne vem, otorinolaringolog. Čak, zdaj ne morem, sem smejala. Ampak tam je čist zlom. Ja, so besede, ki niso pač logične. Slovenščina je tudi kar malo trdi jezik. Težko je kaj pas. Čeprav se da, no, mislim, ko čuješ pop-punk komad, ki mora biti hiter in spevn, pol se da, ne. Sam je pa težje, to pa verjamem. Ja. Ne bom rekel, ker nikoli nisem do mene muzike napisal, tako da ful ne moram vedeti. Je pa slovenščina nekje drugje ful močno, v naglasih, ne. Ja, to je noro. Z naglasi se pa ful špilaš, sploh pri govorjeni besedi smo pa ful močni, ne. Jaz sploh, ko v bistvu mi imamo čisto drugačen naglas doma v Konicah, tu v Mariboru je spet nek čisto drugačen naglas in potem, ker dokaj dobro znam tudi pravilno slovenščino uporabljati,
In koliko enkrat opaziš ritme, pa ko opaziš, da na Ptuju malo drugače, se lahko ful špilaš s temi. A ja, res. Ja. A znaš kaj tako ponašati ali pa kakšen dialekt ful dober? Kaj je dobro, ne? Mislim. In kaj je smešno. Kaj si? Lahko se po gorensko pogovarjamo. Kako to boljš, kaj jaz ne znam tako, sploh ne znam. Sem včeraj poslušal Tavči tu podcast, pa sem kar dost odnesel. Nekaj odnesel domu. Drugač pa sestrično pa bratranc stoti tam. Kako dober. Jaz sem Dobro. Veš kam, zdaj ful nočem tega delati, ker se norca delam iz prekmurščine, ampak mi imamo te, ne, gaz sem šla v Landovo, sem se zgibila gazer okrotke. Nisem ne vem kako inteligentno. Pa že na žensko si že to bi všeč ta detalj, ja. Ja, mislim, mariborščina ima vedno dva, ne, pukla, dva poudarka v eni besedi, ne. Kako ti reči, kaj je glavno mesto Štajerske? Ja, vi imate dva, ja, Maribor. V katerem mestu smo? Ja, se vem, ampak vi imate Maribor, a ne dvakrat. Maribor, ne. Ja. Oziroma, če pa ne gre, ne, beseda kot je sonce ne moreš, ne. Oni rečejo sonce, ne. Ja, sonce, čuj. Lol. Sem res. Ja, tako ja, dvojno je, kot da bi pijani bili, ne. Ja, malo pojete. Ja. A ti skonic, kaj pa ti? Z Maribora si, ne? Jaz, ja. Evo, Sej lepo, da skon odpade. Kak? Sej lepo, da skon odpade. Ja, jaz sem skonic. Mi imamo čisto drugačen glas, naprimer, ne. Mislim, da sem že to na tem podcastu povedal, ampak vseeno. Kolegica je iz Lendave in ko je mojega kolega, ki je iz Konica, pa je bližine Konic poznala, so vsi dne v Mariboru govorili, se nič ne razume, vi ste, ne, v Lendavi, vi ne znate govoriti. Prvič, ko je prišla k nam domov v tej panelu, to gre prehitro, ne, kaj vi delate, ne. Ampak hitro govorimo in pač na glas je ful pohorski, pa hkrati prepreden z germanizmi, kar pomeni, da se hitro zgubiš, ne. Ker ti pa najlepši. Najlepši na glas? Ma kaj mora skopra. Ja, ženska mi je ponovadi bolj všeč na primorski na glas. Oziroma francoščina, ki je bolj spevni jezik, je ponovadi ženskam ful bolj všeč. Ja, ajde, meni gre malo na živce, kaj je težka, ampak drugač mi je primorski, ja. Najdelač najgrški mi je gorenski. Gorenski? Tak, ne moram ga. Ja, nož. Ne moram, sem tako asociira na te naše dejstva, ki so vsi malo smotani in sem prav, ne moram pač. Ja, asociacijo imaš na tipičnega predstavnika, ki govori in zavija. Ne, jaz pa nimam najljubših. Meni, mislim, mariborski mi je ful dober, ker je tako malo bolj trd, malo bolj neposredno, kako bi rekel, daj povej, kaj misliš, ne. V tem smislu. Lepo, da si všeč. Ja, pa se to ni moj naglas. Ja. To je moj. Naš koniški naglas mi je... Lepo, da si mu všeč. Koniški naglas mi je pa tak, ful je hecen glih iz tudi tega razloga, ker si predstavljam onega smotanega človeka iz Konic, ne, ko tako govori, ne. Ja. In ima svetovni nazor povzet po 6 kilometrih radija. Točno to, ja. Zdaj sem začel v bistvu se tudi z naglasi ukvarjati v stand-upu, tako da, glih zato sem tukaj noter v tem. Je the best, zato bi me ful pali. Ja, sem po moje pa nimam, da bi imel naglas, da mi je kjer boljši. Tudi jugoslovanski, tako jaz čujem nekoga, ki je iz Črne Gore, iz Srbije, iz Bosne ali pa Hrvaške. Ja. Mislim, se to so različni jeziki tudi, ampak nam so naglasi, ne. V bistvu med srbščino pa hrvaščino je manjša razlika po moje, kot med primorščino in prekmurščino, ne. Definitivno tudi res. Ja. Mislim, ja. Zato se meni zdi, kot da so naglasi, ne. Ja, štikam. Ampak ne vem, da bi pa imel prav, ne, najljubši naglas, to pa nimam, po moje. Po moje. Se meni tudi kar spremina. Čeprav tako, ko na hit pomislim, ful lažje poslušam enega Iztoka Mlakarja, ki poje, kakor pa, ne vem, marsikaj drugega. Da me na Murkota. Ne.
Ja, mislim, Murko, ja, nič nam rekla. Murko je Ne, bil ne. influencer, preden so bila socialna omrežja sploh stvar. In to je tudi res. To Pač, si kaj kar- je njegov poklic, je, on prodaja v bistvu koledarje. Ja, pa pride na te manjše, mislim, ja, načeloma manjše zabave za zabavo, ki ga najamejo, ampak verjetno dobro, mislim, v Tudi redu wedding zasluži. planner je, ja, in pol tudi nastopa. A je wedding planner, je? A Moj res? kolega je bil wedding planner. Zdaj ne vem, če še jaz sem po mojem eno, ampak njegov biznis je show biznis. On dela show. Exactly, ja. Mislim, da meni ne bi kupil tega koledarja. Če bi jaz imel svoj koledar, ga do mene ne bi kupil, ne? Ker ni šova zadaj. Točno to je. Ker ti kupi iz razloga, da daš to nekomu in da je ha, Ja, Murko. exactly. Ne? Točno to. In on je prav fiktiven poklic si naredil, ki dansko ne obstaja. Ne? Zdaj že kar obstaja, realno veliko ljudi že to je, ampak Ja. za Slovence je pa po mojem kar prvo verjetno. A je Ja, bil še kdo ampak tak? on je vse to naredil, preden je to sploh obstajalo v bistvu. Ne? Ja, sam to je tudi zanimivo, ja, da ne vem, toliko pa toliko, ajde, koliko 20 let nazaj, recimo, ali malo manj 15, da je on dobil idejo in jajca, reč v tej Sloveniji, ki je itak 15 let za celim svetom, bom jaz šel tak fuknen šov. Veš, wow, pač. Ker on Preden je bil dejansko... Big Brother, ne? Ker prek Big Brotherja si ti lažje narediš ime. Aha. Ker on si je mogel ime nekje narediti, nekje si ga videl prvič, ne? Na Ja, nekem, itak, ja. nekem A kanalu je bil nek intervju, ker je on nekaj naredil. To pa nisem vedela. In si Se bil ne tak, spomnim. mislim, kaj se spomniš, kdaj si ga prvič videla? Ne. Jaz se tudi ne spomnim točno, Ne ampak vem, da je spomnim bilo, spomnim se tega občutka, sem imel, kaj to človek je res tak fuken ali ni tak Ja, ja, fuken. ja. Prav ono mi je bilo tak, nisem vedel, kam ga naj dam in sem si ga zapomnil iz tega razloga, ne? Ja, ampak to je dobesedno, to je karakter, to je pač igrana vloga. Ja, do neke mere, ja. Ne, je, sej, tudi ker smo se mi da ker sem ga jaz spoznala, to je karakter. Jaz ga ne poznam, jaz sem ga stregel sicer necaj, da nas poznaš človeka, mislim, poznaš, če je kulturno ali ne, ga pa spoznaš v... Ja, itak. Tako, Ampak to, kar sem videl intervjuje, pa to on sam reče, ja, to je šel, to nisem, vse se napravljam, ne? Ampak Ja. ljudje to kupijo, tako da fajn, hvala lepa, moja družina Ja, tega ja, živi, ja. ne. Pa- Kar je legit, kar me moti, ne? Da ne bo pomote, ampak je... Meni se zdi, da tudi to, kar sem čul potem od nekih ljudi, ki so ga poznali pred slavo, da je on imel kar probleme, ko je ugotovil, kaj ga svet vidi, ne? Da ga vidi kot čudnega, ne? aha, se pravi, da je najprej mogel dojeti in sprejeti in pa je naprej furati. To naj bi bilo res. To sem čul gostilniške govorice od ljudi, ki so ga poznali iz otroštva. Ampak ja, imel je probleme s tem sprejeti to, ampak bolj ko je bil tak, ja, ok, vse. Boljš to, kot za tekočim trakom. Kakšni taki ljudje, kot je on, pa Denise Dame, by the way, ona je bila moja sošolka na faksu. Pri takih stvarih je zdaj res ne morem razbrati, kaj je točen. A veš, približno vem, Damjana to poznam, toliko smo tistih par ur skupaj preživeli, da vem, da je zabaven, da ima dober humor, da je drug človek, se vam ga kamera dejansko obrne, veš, preklop neki, mislim, ne da je bistveno drugo, ampak zdaj šel, zdaj nastopam, zdaj moram drugo poznati, veš, toliko vem, več ne vem, definitivno ne, ampak zato pravim, da je karakter po moje in pač zanimiv je ta izvor pa to, predeni zdaj pa sploh, ne se pa spomnim samega prizora iz faksa tako konkretno, ki vem, da je tako ful gledala v eno stvar, neko razlago, ne vem, kva je bilo, nekaj na terenu smo bili, ne bilo tako, a žunk ima človek odprta usta, pa nekaj se zasana in sam tega se spomnim, sem razmišljala, kako je ta ženska visoka in to je to. Ja, mislim, finta je, da ta samopromocija, oziroma kako bi rekel, to je samopromocija, to, kaj jaz delam, pa Jure dela, to je samopromocija, pač. Ja. Delaš to, ker tako, mi bi se lahko menila, pa ne bi snemala v bistvu, ne. Ja, itak. Ampak ful mi je hecno, da so bili dejansko, ne vem, prvi ti Big Brotheri, pa to je bilo dejansko, je bil folk, ko je bil tek odpičen, da je rekel, ja, ne vem, kaj je to, ker dejansko nisi vedel, kak je efekt potem, ko priješ ven iz Big Brotherja, danes to že vemo, ne. Ampak oni so kar šli, pa so bili tam, pa so bili si jedla sir, pa to, čeprav to je že malo kasneje, ampak ok. Ampak danes se mi pa zdi, da vsak, ko gre v nek šov,
žive. Že ima namen si promocijo narediti, ne? Ali pa ne vem, vsaj polovica od teh ljudi je ono tak, jaz ne bi bil več kelnar, kuhar, bilo kaj tak, jaz bi imel takših in pol grejo že iz osnove v to. Tako da ne samo v bistvu, da je reality show, ki v osnovi ni realen, ker to je oksimoron, v bistvu reality show. Ne? Ja, dejansko je oksimoron. Pač, ne moreš reči, ta opera je spontana, ne, show je, opera je show. Čeprav, jaz sem delala točno v tem biznisu, ne, jaz sem 2krat bila zraven produkcije Masterchefa in je dejansko podobna stvar in približen mi zelo jasno, kako to nastane. Mislim, oni sami naredijo, to je zdaj dolga zgodba, to detajlov itak ne smem verjetno govoriti, ampak recimo, samo da produkcija zmeče kosti, ki se jih nauči iz karakterjev, ki so dejansko v šovu, moraš jih poznati v nulo, pač moraš točno vse vedeti, če si del produkcije in zmečeš kosti, veš, kako približen program speljata, vse ostalo oni sami naredijo. Ti pa itak glede na to, kdo so oni, pripraviš približeno naprej. Odvisen, zdaj v Big Brotherju je spet drugače, ker itak tam so vrženi skup. Je pa zelo pomemben, koga not vzamejo, ne? Mora biti pač človek dosti zanimiv, pa dosti čudne zgodbe za sabo imeti. Ja, psihološko profiliranje je na visoki ravni za te zadeve. Ja. Preden ti priješ not, že oni vejo, kdo se bo s kom kregal. Ja. Vsaj do neke mere. Točno to. Ampak mi je smešno, da jaz sem jih nehal gledati kar hitro, ker mi je ni bilo zanimivo. Pa ne, da sem zdaj nekaj bolj inteligenten, ker na koncu gledam fuzbal, kar je podobno neumno. Gledaš pa eno žogo imajo, pa 22 je okej. Pač hočeš se sprostiti, s tem je finta. Sam ne moramo vsi gledati rokometa, ne moramo vsi gledati fuzbala, eni pač to gledajo. V bistvu je nekaj za odklopiti. Ampak nehal sem jih gledati, ker mi so bili zanimivi. Mi je pa hecno to, da pač že nekdo z osnovnim ciljem pride noter, da si bo promocijo naredil. In pol je vedno bolj fake to, bolj ko obračaš zadevo, pa koncept, vedno bolj faker to je, ker itak že prijejo z osnovo noter. Jaz si hočem predstavljati, da sem na začetku ljudi šli noter v prvi Big Brother, pa se si misli, grem nekaj novega probati. Ja. Pa če jaz bi rad bil na kameri, vseeno mi je. In pol je bilo tako ne vem, v Argentini pa sta dva seksala, ne, v Big Brotherju. In pol naslednji Big Brother pri nas tudi, ne. Ja. Koliko je za to realno bilo, koliko je bilo to fejkanje, oziroma koliko je bilo tak, fake, ne vem, da ti je nekdo rekel, boš dobil 10 ur več, če boš to naredil, ali pa da si sam rekel, ziher se me bojo zapolnili, če sem prvi, ko sem v Sloveniji seksal v Big Brotherju. Vse rata vedno bolj fake. In to se še kar vrti, pa še kar je vedno bolj fake, sam folk še kar gleda. Meni je zanimivo, vsaj kar imam jaz izkušen, lahko rečem samo to, da je fascinantno, koliko si ljudje sami naredijo tam. Unik so pač tekmovalci v tem primeru. Ne moreš si izmisliti, ne? Ne, to, kar imam jaz izkušen na tej hiši, ki sem jaz delala, pač tle ni fejkanja. Tle je dobesedno sam, kaj mi lahko naredimo, glede na to, kaj vi že ste, a veš, sam pač veš, to sami naredijo, pač dejansko, zdaj za vse šove ne upam reči, ker nisem lepo zraven, ampak dejansko se to mislim... Ja, razumem, kaj hočeš povedati, da v bistvu ti jim samo okvir postaviš, ti jim samo daš hišo in oni bojo vse sami naredili. Točno to. Ti lahko se eno leto lahko pišeš te zgodbe, pa jih ne boš tako napisal, ko jih oni kar spontano naredijo. Sej jaz tudi, ker sem bila na Masterchefu, jaz sem toliko dodatnih zgodb dobivala iz tam, ker so oni skupaj živeli, takih, ki jih ne boš v šov dal, pa bi lahko, pa ne boš, ker pač nima smisla, ker to je kuharska oddaja, ampak ti tam sedi in ti razlaga svašta, kdo je s kom, kaj. Vem, ker jaz imam ful takih karakterjev v življenju, ko sem gledaš, kaj ti si, fuken. Jaz sem prav študiral, da bi vse moje kolege, ko so tako čudni, dal skup v eno bajto, ker sem kaj bi se zgodilo, če bi vas dal skup. Ja, exactly. In pol dejansko je reality show, ampak tisto, kaj sem jaz fake govoril, je to, da ni več onega, grem pa bomo videli, kaj bo, ampak grejo prav namensko ljudje noter in se že pripravijo, da bojo pol imeli, ne vem, na Instagramu toliko in bojo pol Instagram vlekli naprej in si ustvarili službo iz tega. In pol je sam koncept te oddaje za moje pojme izgubi smisel, ampak če ne druge, lahko rečemo, da se spremeni do te mere, da nič več ni realno. Ne?
Ja, ne vem, kaj misliš reči. Pa tudi skozi bldil je bo tako, če tako gledaš. Ker moraš topati. Ja, topati moraš, pa ta standard se že res spremeni, zdaj že vse normalno. Ja. Mislim, vsak drug ima OnlyFans, pa kaj je problem tam podaril seksat, mislim, vse je že tako. Ne vem. Ja, zato mislim, tudi tako smo se prej za socialna omrežja imela, mislim, da bo prišel tudi do kolapsa tega, da bo res v enem trenutku ljudje tako, no to ni nič več, ne. Upam, res upam. Vem, da je to moj job večinoma, ampak res upam. Se bomo že znajti. Ja, gremo plakate gledati. Ja, plakate. Ja. Celo večerce slovenske. Včasih mi kdo, zdaj sploh zaradi korona, reče, to je nek socialni eksperiment nad ljudmi. Znam, jaz sem, kaj ni vse socialni eksperiment nad ljudmi? Ja. Kaj ni niso laptopi socialni eksperiment nad ljudmi? Poglej, kako so nas, ali pa telefoni, če en poskus je bil, ali pa neka fora, da si na telefonu, rekli so ti v raziskavi, ti sem na telefonu bodi in si pač tak si v čudnem položaju. In potem so ti vzeli telefon, pa so te slikali. In izgledaš retardiran, ker si tak noter, ne? Are? Ja, mislim, hrbtenica je v čist nekem čudnem položaju, v katerem ne bi bila nikoli. In ni to socialni eksperiment? Mogoče ni namenski, ne? Ja. Ampak kako nas je to spremenilo zdaj v teh letih? Samo pri hrbtenici se menimo, kaj še le? Ja, Navade pa, spalne navade. To je pač to nerealno. To Ja. je čist. Ba jaz smo, ne vem, koliko ur na dan že, da dejansko gledaš. A ni to fascinantno, koliko časa na dan gledaš v eno napravo? Že tako ideja je nora, svet je okrog tebe, ti pa, ne vem koliko, recimo, jaz zihar tako po par uraš, na dan, 8 ur pa spiš, ostalo pač, pa imaš pa še računalnik, to je noro. Pravno, usmerjali so nam pogled v to in tam ga moraš imeti, ker drugače tako ne preživiš, če je to tvoj job, recimo. Pač bizarno mi je. Ja, v bistvu, jaz torej upam, da bomo šli stran, ampak vedno bolj gremo lahko se zgodi, da bomo ratali res na pol roboti, ne. Ker Sej bomo, zelo kmalu. do neke mere smo že, ne. Ker tudi če nekdo umre, če jaz danes umrem, so podcasti na netu, ker so moje misli shranjene. True. Pa maili so, ko sem se smenil, pa ne Točno vem, to. slike so na Facebooku. Danes, ko smo že, naša zavest, naše misli, pa vse Točno se že to, ja. ohranja nekje. Ne. Drži. Še nekaj sem se prej spomnila, ki mi pa tudi ful zanimiva ideja zdaj zadnjih par let, ampak recimo, kao ljudje so noro hitro razvijamo, noro hitro inteligenca, artificial, noro, a ne? Ampak, če pogledaš, kam ljudje usmerijo svojo inteligenco, a ne? Trenutno kam gre vse v tele naprave, a ne? Vse gre samo to, ko še na avto vmes. Kaj pa recimo, pogledaš elektriko našo, še vedno v kablih, pa še vedno na lesenih štangah potuje po zraku. A ni to bizarno? Vsa energija, vsa znanost je šlo v to, naprave, računalniki, ne vem, kamere. Brežično, ja. Določene stvari so še vedno tako 100 let nazaj. Renljivo je to, ne. Renljivo v smislu, če nam štrom pade, ne, če ni štroma, tako par dni To je tudi res. kolapsiramo. To je tudi res. Zdaj je bila glih sončna nevihta, par dni nazaj in je nekih 50 satelitov sesulo, A res? teh malih od Starlinka sicer, ki so samo za Okej. net. Ampak ja, tako pomisliš, če prije nek dogodek, ne, mi smo vedno bolj odvisni, že tako od neta in pol od štroma posledično, ne, če samo štroma ni par dni, pač kolapsiramo in ne moramo dobiti hrane v Slovenijo. True. Dejansko, ja. Ne moramo si telefonov nafilati, ne moreš iti pogooglati, kako popraviti elektriko. Sej to, ampak pa dejansko, danes, če nimaš telefona, dejansko ne moš nobenega doseči, ker kva boš? Sem ga zlamil, ker nimaš- 2 tedna nazaj, pa vem, kak je to. Ampak nimaš stacionarca. Kdo ga ima? Nije več, ja. Kako boš dosegel človeka? Jaz niti nimam interneta doma, jaz imam kar na telefon podatke, pa pol na konto. A res, okej? Zakaj bi dvakrat plačeval internet? Ne? Mislim, odvisen, kaj imaš za delati. Jaz za videe pa to rabim, pa Za upload. streamanje, pa... Ja, jaz hodim ven v coworking space, pa tam, če kaj rabim Ja. do tega, ne. Štekam, ja. Ampak imam 50 giga in je dovolj za čez mesec. Ampak ja, mislim, vedno bolj smo na to navezani in zdaj, če se res nekaj zgodi, ne,
kar to pade. Je tako, da bi odvisniku vzel drogo, ker na Točno tako, ja. holterki in ni več. Točno tako. To je prav noro, je, da meni že tako za par minut nekaj krešne. Pa, ali pa klikneš en app, ki ga tisto sekundo res hočeš eno sliko odpreti ali pa nekaj, ki te res zanima in takrat, da nekaj ne dela. Jaz sem tako jezna, prav, res lih zdaj, ki te rabam in pa ne delaš. Pravno, koliko je to bed, da tako reagiraš na tako stvar. Prav žalostno. No. Komik Louis C.K. je imel v svojem stand-upu, da sam idi, ko Frod zgleda televizijo, idi za njim, pa mu ugasni, brez da bi boš videl, kaj se je zgodilo. Ker epileptični napad, ne. Ja, ful smo ratali odvisni, oziroma te naprave so ratale tako dobre v jemanju naše pozornosti, da ne moramo brez njih. Pa to je tako mlado, ne? To je tako 10 let nazaj se Sej to. začelo. Ne, sej odvisen si hitro, veš, to. Ja. Jaz, še enkrat, če ponovim, upam, da se bo zasuknalo v drugo smer, da bomo res odgovorno to uporabljali, pa da bojo tudi bolj etično narejeni algoritmi. To prvo, drugo pa, ja, se že odvajam, no. Se že, rečem, ni nič interneta, ni nič zaslovno pred spanjem, pa tako. A ja, da se, misliš, da se, ti se Kaj? odvajaš? Ja, Res, kaj pa delaš? zvečer namesto da zijem v ekran, Ja. berem knjigo, to vedno. Cool. Zato, ker da se lažje v do REM spanca prideš, v bistvu, če nazijaš v štekam. svetlobo. Ne? Ker je umetna svetloba, ne? In tvoji Ja, možgani ja. mislijo, zunaj ja, je še sonce, temno. sonce. Mislim, zunaj je še sonce Ja, oziroma ja. svetlo. Ne? To se spomnim, ja. In pol teže priješ do REM spanca, teže Ja. se torej naspiš, teže sanjaš, podzavesti se te nekaj pač nalaga čudnega, ker ne prideš do REM spanca, ne moreš sanjati, ne? Štekam, Upam, da ja. je to resno, ampak bolj globoko, ko spiš, bolj se ti sanja, to je definitivno Ja, res. ja. Tako da, ja, to pol imam one finte, da enkrat na teden moram nekam iti na rabo brez vsega. A res? Ja, grem pač tudi, če grem za pol ure nekam, Ful cute. sem da je brez. Ja. Se pravim, odvajam se ful zijanja, scrollanja tega, to se ful probam odvajati, pa se probam najti, oziroma se uloviti. Ja, da so, ful dobro. Ja, ful redko kaj, res mi mora biti dolg cajt, da grem res neke storije pregledati tudi vse. Ja. To sem se odvadil. Probam tudi, najbolj pa probam to, da na YouTubeu gledam samo tisto, kar je res pametno. Ne? Aha, ok, ja. Se pravi podcasti, pa muzika. Da ti da neko dodatno vrednost, da nisem zabit Ja, možgan. ja sem za zafilati plac pa cajt. Ja, SD kart. Škoda je pri meni ful ironično zvečer. Valjda probam z meditacijo in ker sem sveža v tem, grem guided meditation, kar pomeni YouTube. Ampak moj YouTube ni ne kupljen, ni ne brez reklam. In predstavljaj si pred meditacijo reklama, ok, skipaš in poj padeš not in dobesedno priješ do REM faz. Meni to čist in uspava in zmeditira tako top. In kaj je na koncu? Reklama. Reklama. Ker me takole zbudi in sem krvno, partijaš. Se to je ironično, da ima nekdo pač YouTube kanal z meditacijami, pa pol reklame. Vse imajo reklame. Je pač človek hoče zaslužiti, veš, ok, ampak itak te zbudi na koncu in si tako super, the best. Ja, spet te vrže tja nekam nazaj in prav čutiš to. Imaš pa neke kanale, sicer ko so live streamajo glasbo meditativno in nimaš reklamo, jaz. Sam jaz rabam, ne rabam, ampak zaenkrat mi še ful pa še guided. Da ti govori nekdo in te vodi, ja, to tudi. Ker mi ful bolj uspešno umiri pa vse tako. In ja, na koncu te pa butne ven in pa si pravno, iz spanca greš v jezo, veš, in si super smo zmeditirali to. Ja, dejansko jaz sem začel tako vodeno meditacijo delati, ko sem prebral eno knjigo od Joea Dispenze, ko se zdaj ne bom spomnil naslova. The Placebo is You. Ful dobra knjiga. On jo je napisal potem, ko ga je neka ženska zbila na nekem maratonu, pa ga nekam vlačila, ne vem kam, s tistim tovornjakom, ker je v paniki ni zabremzala. O njemu so rekli, ti boš hrom, sorry. Pa se je spravil do tega, da je začel nazaj hoditi z meditacijo. Aha. In potem po tej izkušnji je napisal knjigo. In pol imaš, vse je dobra knjiga, ampak pol imaš tudi meditacije, ko si lahko kupiš, pa tudi na YouTubeu so. Mislim, da na črno, ampak ok. In pol sem preko tega
meditiral, pa pripeljati do neke cone, ko pa lahko že kar brez tega meditiraš. Ja. Sej po moje bi zdaj že lahko, moram probati, sploh nisem še brez, veš, moram probati počasi. Vzeti pomožne kolese dol pa. Ja, ne vem, zakaj še vedno. Svoj nisem pomislila, zdaj sem tako, lahko bi počasi probala. Ja, mislim, da meni ti reče, zdaj, ne. Ja, itak, pa itak se šlepaš. Ja, pa tudi po mojem ni dobro, da se rečeš 30-krat bom, pa ne bom več, ne. Pač, ko začutiš vredno. Se spomnim enega človeka, ki sem ga poznala in sem bila tako ful fascinirana nad idejo, da vmes se zgubiš, pač, da odplavaš, da te ni, da nisi prisoten, da na nič ne misliš, no? In sem bila še tebi to rata, on tako, pa jaz tako, koliko časa ti pa rata, tako 15 sekund, jaz skrivno, ful dobro, zdaj sem dojela, da to pač ti nisi bil off. Ja. Če smeš, da 15 sekund nisi bil off. Nekaj sem čul, da kao bi mogel 15 minut meditirati, da bi res pol padeš v nekaj noter, da 15 minut rabiš, da se umiriš, ampak je tudi večina ljudi, ko mi reče, jaz ne znam meditirati, ti v bistvu samo sam sebe zalotiš, da na nekaj razmišljaš, ne? In to je v bistvu napredek, ne? Lahko, takrat je v bistvu job, kaj oddelač opazuješ te misli, ne da greš not, ampak da si Ja, ampak vedno ljudje mislijo, da na nekaj sem pomislil, pizda, zajebo sem, ne, glih, to je v redu, to je prav. Ker ti v bistvu, če hodiš čez dan, nikoli ne študiraš, zakaj sem zdaj pomislil na to ptico, ko sem jo glika videl, ne? Ja. Tebi misli sam grejo, ne? V meditaciji pa, ko opaziš, spomnil sem se na ono ptico, pizda, na nekaj sem pomislil. Ne, to je glih v redu, da si dansko opazil svojo misel, ne? Ja, se to. Pač bildaš čez čas. Just go with it, ja. Škva se meni dogaja med meditacijo? Tako najbolj pogosta stvar. Meni sekajo ven spomini stari, ki se jih sploh ne spomniš. Škva neki mi ven sekajo, tako, sam vrtijo se mi. Podzavest, nekje imaš. Prav sekajo ven neki iztrošilo, ko se res to se enkrat zgodilo, tako res fascinantno. Kaj se tebi dogaja? Po navadi traja res teh 10-15 minut, da prijem do onega, da razmišljam o opravkih, ne? Ko jih moram, ali pa snih, ali pa jih mogo drugače. Pa se začnem umirjati, pa včasih res prije nek tak spomin, ali pa na nekaj ful očitnega, vidiš z enega drugega zornega kota, ali kako bi rekel, ko ne bi nikoli pomislil, če se ne bi umiril, ne. Tako da v bistvu to, nisem prišel do nekih res spominov iz droštva ali pa česa takega, no. Ja. Prišel sem bolj do nekih tako, da še lepo, ko se umiriš, lahko stopiš korak nazaj, pa vidiš situacijo malo drugače, ne. Ja. To mi je v praktičnem smislu pomagalo, po moje. Top. Kako dolgo pa že meditiraš, si rekla? 2-3 mesece. Pa vmes sem imela veš access bars. Kaj pa to? Ljudje imamo na glavi ne vem koliko točk, nekje med 10 pa 20, pozabila sem koliko, ne vem, ne upam reči. In ne vem, kako je to povezano z možganskimi valovi, ne vem čemu vse, in fora je, da ti jih samo ful dolg drži. Obstajajo prijemi, da ti pritisne lih tam, kjer je pač ta, ne vem kaj, točka, bars, whatever, in samo drži. In traja tako par minut, da se sploh sporoš, ampak ko se to sporoš, kaj je to meni delalo v glavi? Tako, kada ti vse valovi, kada ti ne vem, kaj se dogaja. Poanta tega je, da ti stare travme zbriše, neke strahove, vse slabo možno, da ti zresetira. Poznajo se rezultati baje po 3-4 tednih. En moj kolega je šel na ta tečaj in mi pa je to naredil, ampak on, ki je šel sam, dejansko že kuje me prvič v življenju bilo tako reči ne. Čist ga izresetirati, čist drug človek, jaz sem govoril the best. Pa meni to naredil, se mi pa dejansko zdi, da po 3-4 tednih isto je bilo drugače. Pač, ne vem, kako naj to razložim. Imela sem en tak obdobje, en mesec sem bila čist out, ne vem, kva se dogaja, ker ne veš, skozi joko, ker neke nova spoznanja, skozi veš take res zanimive stvari. Pa moja te mečka ne utrdi kot človeka, lahko je psiha, lahko je, se veš, vedno je pač to odgovor, ampak res zanimiva stvar. In tudi, kaj je on na koncu, oziroma vmes, ko me je opazoval, ful so se mi lise delale, pa risale, veš, take stvari, to pomeni, da je ful aktivno, nekaj se dogaja noter, nekaj se, ne vem, zanimivo, tako, če imaš opcijo 5. Ja, v bistvu, jaz naenkrat, potem, ko sem vzel gobice, mi je kolega rekel, da se mi čakra odprlo.
Okay. Tako da možno, da je podobno, ker zelo podobno opisuješ, ko sem jaz takrat doživel. Ja, samo da čakre so ne. To je pa pač, kaj jaz vem, vse sam, lahko, da so mi kakšno čakre odmrla. Ja, ker kak veš, da ti to ena prije dati potrdilo, imaš jo. To bi šlo jaz, to moram še iti preveriti, kaj z mojim čakram. To še nisem nikoli. To jaz, ne vem, enkrat mi je ena kolegica razlagala, da je šla neki, ne vem komu, vedeževalki ali kaj hočem reči, in je rekla, da so se vse čakre odprle, razen srčna se je ni. Pa sem rekla, kaj če si ona kar izmišljuje, ne? Pač, ker ta oseba, ki sem jaz poznal, se mi zdela kar srčna oseba, ne? Pa sem rekla, kaj če ona pač je imela slab dan, tako ga mu vsi v svojih poklicih, pa ti je pač to rekla, zdaj pa ti hodiš s tem okoli, da tebi se pa srčna čakra ne odpre. Ne? Tako da meni je vedno to tako, kaj če bi ti sama sebe poslušala? Škvaj tle jaz razmišljam. Mislim, da je opcija, ne eno ali drugo, da je prav, ampak opcija je, praviš, da je ful srčna. To zna biti empat. Empat, torej ful čutiš čustva drugih ljudi in si ful parjazen in si ful povežeš in izpadeš največji srčen človek. Ampak empati nastanejo zato, ker so v otroštvu noro ranjeni in so ful abuzani in mora biti empat, ker edini na ta način zazna nevarno sprejem pride. In je hiper fokusiran na čustva drugih ljudi, da ve, kaj ga čaka. Lahko da je tudi to problem in dejansko ima zaprt srce, ker je bil tak ranjen. Mislim, pač ideja tako psihološko. Ja, mislim, sej marsikaj je lahko res. To vem, tudi pri njej mogoče. Ampak se mi je zdelo tak, da vseeno, ne, tebi bi glih mogla ta čakra biti najbolj odprta, če že, ne. Pa tudi tak se mi je zdelo, no, mislim, ne, osnoven point, ko mi je bil, je tak, zakaj greš to nekoga vprašati, če pa bi mogel to sam pri sebi vedeti. Kaj mislim, svojemu občutku zaupati, namesto da... Veš, to je tako prerokovanje usode preko radija, ne? Kaj pa on ve tam, če on nekaj tam karte lista in pol ti nekaj reče. Vedeževalec Blaž. Naprimer, ne? Naprej. Naprimer, ne? In zdaj pač nek folk to tam kliče in dejansko verjame v to. In se te, kaj ni, to kolegico sem gledal, pa sem si mislil, kaj nisi točno isto naredila, pač enemu drugemu zaupaš namesto svojemu občutku, ker pač imaš predispoziciji nastavljeno, da ona več ve o tem kot ti. To je, jaz si tak na njenem umisval, da sem verjameš ali ne, veš spet, vzameš sabo, pa pač se je zgodil, pa ne jemljaš to kre, mislim, se veš, kaj mislim. Ampak je pa lih to fora, koliko se mi dejansko poznamaš. Jaz ful zagovarjam to, da je vse ego. Mislim, je vse ego, pač ideja o tem, kaj ti si, kdo ti si, kaj so tvoje lastnosti, kaj imaš, kdo so tvoji prijatelji, koliko imaš denarja, vse je ego, pač to, kar ti vse lahko poveš, je basically ego, a ne pa čisto po definiciji. Ja, in to hočem reči, da ta tvoja ideja o tebi je pač samo tvoja ideja, ki jo imaš na podlagi milijon stvari, ki se ti jih je zgodil. In jih to je fora, da sebe najtežji potem ravno pogledaš objektivno iz zunanjosti. A veš, in tudi jaz sem se v zadnjem letu nenormalno veliko sebe naučila, ker se je nekaj zgodilo, en ful hud prepir, ki je mene čisto van vrgu. In sem prvič nas se pogledala čisto iz druge strani in sem bila kratko, jaz sem se kar začela ljudem za nazaj opravičevati, ne. Nih to še hočem reči, do te točke, pa ne da zdaj vem karkoli vse ali veliko, še vedno nič ne vem, ampak do te točke sem bila prepričana, da vem vse, da sebe poznam, da mi je vse jasno. Reagiram zato tako, to sem se naučila, to mi je jasno. Lih te stvari mi niso bile jasne, lih tam sem bila zgubljena in šibka in sem se sam branila. Zato. Ja, ne, glih to je narobe, da ti misliš, jaz nekaj obvladam, ne. Ja. Takrat ponavadi ne obvladaš in zato da obrambni mehanizem, s katerim se ti rešuješ v bistvu, ne. Ja. In misliš, to mi je vse jasno, to bo vedno tako stalo, to je večno, čeprav nič ni večno v našem vesolju. Se tudi strinjam, vse je ego, vse ti delaš z nekim razlogom, da se nekako rešiš, da se zaščitiš, pa da si boljšo prihodnost zagotoviš. Vse je ego. Vsaka beseda je ego, vsaka stvar je ego. To, da si ti rekla, da prideš na ta podcast, je ego. To, da mi da snemamo ta podcast, to je ego. To je vse za svoj lasten napredek. Ampak ta
vedeževalka, ker še vedno nimam boljše besede za njo, ona je tudi ego, ne. Veš, zdaj, ful bolj, ali pa snes, mogoče samo tak, je boljš, da sam sebe naučiš poslušati se, pa kaj tebi paše, pa kaj ti ne paše, kot da poslušaš druge, ne. Ja. Ker so oni tudi ego, ker tudi ta vedeževalka je zjutraj imela slab dan in zato vpliva na njen performance. Verjeten, ja. Po vsej verjetnosti, ja, definitivno. Čeprav, ja, ker se teh čakr tiče, ne vem, mislim, ti verjameš, da obstajajo v prvi vrsti. Ful je fajn reči, da meni so se pa čakre odprle, zato ker nekaj vzhodnaškega in to je zdaj sem jaz bolj pameten, ko mi tu na zahodu, ko verjamemo v tradicionalno medicino. Ful je privlačno to reči. Ful je privlačno reči, jaz meditiram, ne? Ful je privlačno reči, ne vem, jaz se ukvarjam z borilno veščino, ki je iz nekega drugega konca sveta. Ampak ja, verjamem, da to obstaja. Res? Pač verjamem, da to obstaja, ker vse ideje, ki so se iz leta, mislim iz tisočletja prenašale, nekaj more biti, ne. Samo zato, ker jaz ne moram preveriti pa zmeriti z neko aparaturo, če se mi je čakra odprla, to ne pomeni, da ni res, ne. Ja. To, da pa se ta tradicija prenaša, pa prenaša, vem, kva hočeš reči, ja. Pa jo razumno ne moreš razbiti, tako ful težko razbiješ, da je Jezus se razbil spočet brez madežno spočetne. To lahko znanstveno razbijemo, ne. Razumeš? Ja. Zato, po moje je nekaj na tem, sem da pač, tako smo se prej na začetku omenili, tega ne zaznavamo, ta trenutek ful dobro, ker pač ne čutimo, ne. Sam še se niti predstavljam nekako ne pa sama pri sebi zaznam, kjera čakra je odprta, pa kjera je zaprta, če sploh ne vem, kjera. A veš pač, I don't know. To, ker hočeš vedeti, kje je kjera, pa kaj je kjera, pa se hočeš to naučiti, pa si teorijo osvojiti, zato, ker imaš občutek, da se jo moraš, ker si se tako naučila, na primer, kuhati, ne. Ja. To pa ni glih isto, ker sam proces priti do neke nirvane pomeni, da se sproščaš, pa da zaupaš, da nirvana obstaja nekje. Ja. Se pravi, ti, ko greš meditirati, ne moraš razumno meditirati, ampak se moraš res dejansko verjeti, da boš prišel do točke, kjer se boš res sprostil in res zares meditiral. Ja. In če še grem naprej, moraš zaupati, da čakra res obstaja, da pol dejansko ona začne delovati ali karkoli takega. Ne? Vse je sproščanje in zaupanje, da tok življenja normalno teče, ne glede na to, kaj tvoja misel je, ali da ne verjameš ali verjameš. Drži. Ja. On sam piči. Good point. Okay.